nišče zekaj. Ja, nekaj pošteno bilo. Ampak, a boš tudi najbolj da so biti glavno? Seveda, to je na glavnih veščin, ki jih mora poznati vsak indijanec, če hoče preživeti v godini. Ja, na ogen si skupamo hrano, ogen pa nam tudi razsvetuje vrno, naprej. No, poglejte. Najprej pravilno služimo trga. To je zelo pomemben del priprave ognja. Moramo pozoriti dovolj veliko luknjo, zato lahko kasneje hranjo vložimo v hran ognja. Kako pa prižgeš ognja? No, zato pa potrebuješ palico, drsko in metivo. Ko so vse lepo pripraviš, začneš palico vzeti in z njo zdaj metivo drsko. In ko se teči hrano name, da potem daš na metivo. Pusti, da sem razumela. Bom še jaz poskusila. To pa ni tako preprosto, da se ga pokazal. Ja, veste, za prižiganje ognja je potrebno veliko moči in vztrajnosti. Mislim, da boste morala še malo odrasti in pojesti še krat nekaj koruze, da boste dobila malo več mišic. Ali se tudi črna suknja naučil prižgati ogenj? Ja, tudi črna suknja je to znala odlično, a veščina mu je večkrat rešila življenje. Res? Ja, res. Povedal sem vam že, da se črna suknja ni zadrževala v naši vasi, temveč je obiskovala tudi indijanske vasi. Ljudje. No, ampak, veste, indijanci, ki živimo na ozemlju velikih jezer, živimo zelo razpropljeni to ozemlje, ko je veliko skoraj 20 telefonov, kot imamo Slovenija črne suknje. Zato je črna suknja zelo veliko pozdravljala. No, ampak, če se ne bi znamo zakriti ognja, bi večkrat zmrznil, ali to mora odnakate? Kako pa je črna suknja podobal? Ja, večinoma kar piš. Ozirima se kar skrbno mi na noge. No, veliko je po nekaj jezeri prepotoval tudi na čovnu, na nevarno klubo. Pa je kdaj naredila kakšno težavo? Brezpotja in jezera sta tako zelo nevarna. Pa še prvi takrat. Nekoč je naprimer sredi najhujše zime za šolsko dni in je hodil celo noč po čisti trgi, dokler se ni popolnoma izmučen, prišel do vasi. Če bi se ustavil, bi zagotovo smrznil. Spet drugič je naprimer njegov črn svetlev potoval po velikih jezerih zajel kutknikar. Če bi vam povedal za vse prigode, ko je na poti skoraj izgubil življenje, bili tukaj še 3 dni. No, marsikatero zadovoljščino, pa je črna suknja tudi popisal v pismih svoje sestri Amalije. Draga Marija, mi smo na vsem tem potovanju Gospoda Petra in slavo tebe. Vozili smo se majhne žrtve, čovn, da smo večkrat bili v smrtni nevarnosti in smo se borili s silnimi valovi, ki so nam vsak tip grozili izgubo. Vendar smem reči, da sem bil prav grd, brez vsakega strahu, ker sem se zavedal, da velja vršine Evrope v stil iskati izgubljenih očic in v njemu voliti. No, na koncu so res srečno mislili. Mesta, moj stric je bil takrat s črno suknjo v čovnu in je zaupal, da je bil prepričan, da so zagotovo pogubljeni. Tako se bo je kazalo. To je moralo biti pa res strašno. Tvoj stric, srčni orel, je bil vendar eden naših
Črna suknja je ta dan, ko je skoraj izgubil življenje, opisal kot enega najlepših v svojem življenju. Kako? Kaj je bilo tiste, da bi tako lepega, če je njihov črn skoraj pogledno veliko jezero? No, ti vidiš, se pa čudovita stvar zgodila, ko so končno ne prispeli na kopno. Tam je črna suknja prestrukla 22 naših indijanskih bratov in sester. Neverjetno. Skoraj je umrl, pa je bil to še vedno njegov najlepši dan. Samo zato, ker je rešil nekaj indijanskih duš. To pa je podobno kot Jezus, ki je za nas daroval svoje življenje na križu, ne? Ja, točno tako. Vidiš, črna suknja je celo svoje življenje posvetil indijancem. Lahko bi celo rekli, da je njegov ogenj gorel ne za indijance. Ampak pomišljam sam, to, da je bil črne suknje tako dober do nas, je gotovo prišlo do njegovega verskega plemena. Je dobil kakšen nagrado za to? So ga pomišljenega poglavarja? No, najprej, tista moja, odkar smo krščeni, je pleme črne suknje tudi naše pleme. Naš skupni poglavar pa je papež. Ampak, ko si že vprašala, na po več desetletjih misijonskega dela je nekega dne za črno suknjo res prišla posebna novica.
v svoje suknje ušite tudi vijolične barve. Potem bi lahko našo črno suknjo preimenovali v vijolično suknjo. Ah, ne, za nas je bil in je vedno ostal črna suknja, saj se tudi njegovo obnašanje ni nič spremenilo, le še več nalog je imel. Kakšne naloge pa je imel? Pri nas poglavali delajo najmanj, saj so glavni. Oprosti, Mišo Kostanj, ve, da si tudi ti naš poglavar. No, očitno se bomo morali enkrat pogovoriti o nalogah indijanskega poglavarja. Uskomen. No, ampak potem kdaj bi drugič. Vesta Trivers, črna suknja je še naprej delal tisto, kar je delal prej, samo še bolj goreče. Gradil nam je cerkve, da smo imeli hemoniti, pisal in tiskove knjige, da smo se lahko učili brati, najemal je učitelje, katehete, da so nas poučevali. Za vse to, ko je potreboval sodelavce in denar, veliko denarja. No in kje mislita, da ga je dobil? Pa med dan je rupal železnih vozov in s tem vlakom. Ne, zagotovo je lovil bizone in prodal njihove kože, a ne? Ne bo držala, draga Biljens. Črna suknja se je za denar vračal na Evropo in na svojo domovino Slovenijo. Vsako leto je napisal nič toliko pisem o svojih dogodivščinah, v katerih je tudi prosil dobre ljudi, naj mu pomagajo. Te pa so bile potrebne res velike, se je nazadnje odločil, da se še sam dosegno pravi prosil za denar in seveda iskati novih misionarjev. Ukrcal se je na ladjo in podaril pot čez veliko lužo, ki jo je nekoč že pripotovalo. Dragi slovenski bratje in sestre, v Ameriki Indijanci so velike potrebe. Mene po gradnih sredstvih, pa še bolj po novih misionarjih. Mnogi Indijanci že čakajo, da me kdo pove veselo novico o Jezusu. Ali kdo od vas čuti v sebi klic, da se kdo ljudi med Indijance postane misionar? Čestiti gospod Baraga, že dalj časa razmišljamo o duhovniškem poklicu. Sedaj pa sem prepričan, da ne bo hvalil med Indijance. Z veseljem pomoče s vami. Hvala Bogu in tebi, gospodovi Bogdan ima novega sodelavca. Po vsem tem, kar si nam že povedal o črni suknji, vidim, da je bil res poseben človek. Ja, pravi naš poseben človek in prav mogoče je, da bo kmalu predvsem ljudmi razglašen za svetnika. Kaj pa je to svetnik? Ali to pomeni, da se svet utrni, tako kot kresničke? Ne. No, vsi pa lahko rekli, da nam sveti svojim zgledom. Svetnik je namreč tisti, ki se brez daruje za druge in je čim bolj podoben Jezusu. In črna suknja je vse svoje življenje
črna suknja. Bolani ste, sunete brzo, zakaj taka naglica, da moramo na blok? V daljnem kraju so me dozvili, da blagoslovim novo cerkev, da bi jih stregel. Pa je prevedel vredno in Tudi Jezus je šel za nas, tako je prosto. Prejde bo prejde za nas. Blagoslovljen bude ta najbolj kamen in vsi, ki se bodo pri njem zbirali, in očeta, sina in Ta zgodba je bila tako lepa, da me je kar spravila v jok. Koliko želje in gorečnosti je imel v sebi črna suknja. A nama poveš kaj o črni suknji? Ines, zdaj sem vam povedal že skoraj vse. Ja, ampak nisi povedal še konca zgodbe. Ja, konca zgodbe vam pa ne morem povedati, zato ker ne obstaja. Črna suknja je do svojega zadnjega dneva na zemlji med nami govoril o Bogu in to še bolj svojim zgledom, kot s tem, kaj je govoril. Ko je mnogo se njegova zgodba preselila tja gor, če ga posnimamo, pa se lahko pri nas nadaljuje tudi še tukaj. Ja, kako pa da ga posnimamo? Saj ste že vsi indijance v naši bazi proščeni. Ja, to je že res, ampak Krista še večji izziv je to, da vsak izmed nas živi kot kristjani, tako kot nas je učil Jezus. To pa pomeni, da drugim pomagamo, da smo pravični, da delamo za mir, da preprosto živimo Jezusov evangelij, tako kot ga je predvidela črna suknja. Da ste razumeli? Mislim, da sva. Vprašanje pa je, ali so razumeli tudi ti rebelski otroci, ki so nam prisluškovali. Seveda so razumeli. Kdo ve? Morda pa kdo niste bil v tej črne suknje in postal sodobni misionar med indijanci. Ali pa nekaterimi drugimi ljudstvi, ki še niso slišali za Jezusa. Torej, mogoče pa res. Ampak pridi, odločil sem se. Naučiti se moramo zagubiti ogenj, da nam ne preseneti mrzla noč in bo pripravljena, kot je bil pripravljen črna suknja. No, tako. To je bila moja zgodba o črni suknji. Upam, da ste tudi vi pozorno poslušali, da ga zdaj bolje poznate, ker je prav tako vaš slovenski, kot je bil naš indijanski. Pač dobi dan vam želim še naprej. Potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, baraga oči, eno je potrebno, da Jezusa spoznam, eno je potrebno, da se mu predam.